Igravci na pozicije, predstava se bo začela. Stop me now. Stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. Shoot soaring into the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by, like letting it die. I'm gonna go. Ой-ё, Господь! Снег на листья, само не побоится! Ena, delo, šest, delo, osem, delo, 9, delo. Supersonic man, you don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. Good time. Don't stop me now. Good time. I don't wanna stop at all. Yeah, I'm the wrong trip on my way to Mars. On the collision course, I am the satellite. I'm out of control. I have a sense of get ready to reload. Flying like a bomb, no matter what. Explode. Burning through the sky. 200 degrees, that's what I call it. It's the first time. I'm traveling at the speed of light. Make a supersonic woman of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey. Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. Don't stop me, don't stop me. Don't stop me, don't stop me. Kje si? Oglasi se! Tukaj sem. Približujem se tarči. Kje si ti, agentče? Ne vem. Pa zberi se. Kaj ti je kdo sledil? Ne, pa tebi? Nekoga slišim. Jaz tudi! Oh, ti si. Ja. Najni pomagači. Zdaj bova midve vdrli na oder in razredali vse trike gledališča. Ja, in skrivnosti. Službeni vhod. Službeni vhod? Ja, to piše. A v gledališče? Ne piše. Ah, pa to že ne mora biti vhod v gledališče. Ja, zakaj pa ne? Ker so ta vrata premajhna. Pa tukaj skozi ne spraviš niti navadne klopi, kaj šele prestol za kralja. Mogoče pa imajo vse to že notri. Kako to misliš? Ko so zgradili celotno gledališče, so noter natrpali čisto vse, kar pač rabijo. Ja, ampak potem mora biti gledališče super mega ogromno, kot en stadion. Kot letališče? Kot vsa letališča na svetu skupaj. Mogoče pa noter vse, v svet. Greva pogledat. Pa kam? V gledališče. Tukaj je gledališče. Koga iščeta? Koga iščeva? Ti povej. Ja, igralka. Iščeva igralca. Katerega igralca? Katerega igralca iščeva? Ja, ti povej. Ne, jaz sem se že spomnila, da iščeva igralca. Zdaj pa se ti spomni kakšnega. Že vem, Luka Dončić. Ne, to je košarkarski igralec. Spomni se kakšne igralke ali igralca iz filma. Katarina Čas. Super. Iščeva gospod Čas.
ni nobene gospe čas. In jaz nimam časa za te neumnosti. Kako bi izgledalo, da bi lahko vsak stop in si gledal vse gledališke skrivnosti? Kaj? Jaz nisem samo vratar, jaz sem varuh gledališča. In za vsakega vem, kje mora biti, ob kateri uri. Tukaj je urnik. Urnik, kot v šoli. Ja, samo da so naši predmeti vaje in predstave. Ta trenutek teče za 5 različnih predstav in zvečer igramo 4 različne predstave. 3 na domači hodnik in s 4. gostujemo v Ljubljani. Zato res nimam časa za te, ki ne vejo, koga iščejo. Nasvidenje. Prosim, pomagajte. Spomnite se kakšnega igralca? Katerega koli? Iščeva Jurija Zrneca. Jurij Zrnec je na vaji. Počakaj, bo smo morali do pauze. In kdaj bo pauza? Veš kaj? Odvisno od režisera. Ponavadi pa okoli poldne. Slovensko narodno gledališče. Želite, prosim, Hamleta bi, kako se piše. Shakespeare. Ne, gospa, noben Shakespeare ne dela tukaj. Kako prosim? Ja. Vstopnice hočete za Shakespearea in Hamleta. Potem morate poklicati blagajno. Ja. Ste poklicali gledališče. Samo ne blagajno. Samo ne blagajno. Kaj vrata? Koliko imen je napisano na njih? Ja, so to stanovanja? Ne. To so najbrž garderobe za igralke in igralce. Grem pogledat, če bo kaj, me pokliče. Okej. Tam notri ni nič. Samo police, polne knjig. Na, nesi to v kraško in povej, da jaz tega ne bom šivala. Prosim? Nič več prosim, ne bom več prosila. Sem že 100-krat povedala, da sem garderoberka in ne šivilja, saj niti šivalnega stroja nimam. Ampak Nič več, ampak če so vaju že poslali pod takostom, jim lahko povesta, da se je zadrga razparala že 3. 3-krat sem jim ga popravila, pa nič. Zdaj moram pred vsako predstavo na roke šivati zadrgo. Še dobro da na predstavo, kakšen škandal bi bil to. Tišina za odrom, prosim. Poln kufer imam tega, da nihče več ne ve, kaj dodelam. Tukaj imam pritožba za direktora. Vse pismeno pa basta. Garderoba, probleka za duha, prosim. Duha? Preoblečь morate duha. Ja, in ne samo duha, še 20 drugih. Daj pa naj operem in zlikam kostume, ko se pa moramo badati šivanjem zadrga. Koga misliš, da potem, ko se kaj strga, krivijo igralci? Mene! Garderoba, probleka za duha, takoj na oder. Sem te že prvič slišala. No, ti nesi pritožbo direktorju. Jaz nimam časa. Ampak gospa, kaj je to kroječka, kje je direktor? Gospa, počakajte. Poglej, kakšna čudna obleka. In težka. Vsaj 5 kil. Kako se pa to natakne? Ups, Premala ti je. kakšna velika luknja. Reči podiva. Pa ne kdo ne vidi. Odmor na odru, 10 minut, čistilki na oder, prosim.
Čistilki na oder, takoj! Čuj, kaj misliš, da dobila regres? Ne, kaj pa ti? Ne. Ja, pa se tak njih prikar za čistilke. Somebody's pulling back. I'm sorry. Ne lahko pucamo, pa jim je vseeno. Tuči se do konca vicamo. Ja, ajde, ti gremo reči na malico. Kaj se pa to pravi? Kaj? Žvižganje v gledališču je strogo prepovedano. Mi dve nismo žvižgali. A seveda sta. Na odri se moj film. Ja, zakaj pa je prepovedano žvižgati? Ker to prinaša nesrečo. Potem nam bodo žvižgali na premiere. A ne veste, da je danes večer premiera? Premiera. Ja, premiera. Po 2 mesecih vaj bo danes prvič zaigrali pred publiko. Končno, predstava bo samo moja. Vi ste igralka. Ne, jaz sem inspicientka, oziroma vodja predstave. Ne niste slišali po zvočniku? Svoja. No, vidite, jaz sem tukaj glavna. Jaz vodim predstave. In vaj. Med vajami sem ves čas igralci režiser. Zapišem si vsak premik igralca ali scene na odru. In ko nastopi večer premiere, takrat postanem edini komandant. Kot en tak vrhovni kontrolor na letališču. Razumete? Vsi obogajo moje komande. Jaz sem nevidna roka, ki vodi dogajanje. Kličem igralce, tehniko. Zakaj pa jih kličete? Oh, Igralce. ker imajo prizor na odru. Ja, zakaj pa ne čakajo za odrom? Kdo? Ja, igralci. Ker za odrom ni prostora. Pa še hrup je bil. Na odru mora biti tišina. Zato imam jaz vse v kontroli. V moji glavi je radar. Za vsakega vem, kje mora biti, v katerem trenutku. Radar imate v vaši glavi. No, to je metafora. Jaz vse ves čas kontroliram. Pred predstavo vsake toliko povem, koliko je ura. Naprimer, ura je 19 in 15 minut. Še 15 minut do predstave. A kdaj koga pozabite poklicati? Nikoli, to bi ničilo igro. Pač pa igralci brez zamudijo na oder. Enkrat se je en tako močno koncentriral v garderobi, da je zaspal. Jaz mislim, da je poslušal tekmo slušalko na ušesih in da ni slišal. A je bil kaznovan? Po predstavi sem mu jih napela in napisala poročilo direktorju. Naj on tem mladim igralcem pove, kakšen je hišni red v gledališču. Hišni red. To so pravila. Skupaj z navodili so napisana v knjigi, ki je nikoli nihče ne prebere. Ampak jaz pravim, da je vse rit in tip. Rit in tip. Red in disciplina. Če se tišina. Konec pavde, lepo pod igralcem. Konec moramo, nadaljujemo svojo vsi na oder, prosim. Maska za kralja na oder, prosim. Me pa res zanima, kaj je to maska za kralja. Mogoče krona? Žezlo? Maska za kralja na oder, takoj! Kakšno masko spet hoče? Ne vem. A mu je brada odpadla? Ne vem. A spet hoče brke? Ne vem. Ali pa se ta režiserka spet kar nekaj izmišljuje. Kako so tukaj eni živčni. Rekvizita, prinesi masko, čakamo te. Enkrat maska ja, drugič maska ne. A se bodo do premiere sploh zmenili, kaj sploh hočejo? Jim se pa godi.
pacijentka. Ko da nimam drugega dela, tekrat gor na oder in nazaj dol v frizeraj. Če hoče masko, naj reče maska. Je rekla. Ja, je rekla, ampak še ne potem, ko so mi prišli dol na oder vsem tem cokom pokom. Ker so mislili, da je kaj narobe z masko. Kdaj se bo ta butanta incidentka naučila klicati ljudi na oder? A zakaj vas pa ne kliče po imenih? Je že poskusila, pa je bila ena sama komedija zmešnjava. Je poklicala Ana na oder, Pa smo pritekle. Tajnica, krojačica, igralka čistilka in jaz. Ker nam je vsem 6 ime Ana. Čakaj, jaz sem Ana ali ti si Ana? Jaz sem Ana. Ne, jaz sem Ana. Ne, jaz sem Ana. 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 Zato nas kliče po funkcijah. Če rečem maska ali frizura, pritečem jaz frizerka. Jaz frizerka. Jaz frizerka. Jaz. Jaz frizerka. Razen, če gre za masko, ki si jo igralec natakne. Za te skrbi rekvizita. Samo ni maska, maska. Maska. Ne, maska, ki se igralec natakne. So predmeti. Predmeti so rekviziti. Jaz. Ne, jaz. Jaz pa ustvarjam masko na igračem obrazu. Sem umetnica. Ne, jaz sem umetnica. Jaz sem umetnica. Jaz sem umetnica. Jaz sem umetnica. Slikarka. Moje platno je človeški obraz. S temi čopiči podarim nič. Zbrišem gumice. Zvišam čelo. Zaužim mušnice. Ali pa ustvarim globoke brazde, gube in gubico tako. Dodam še lepotno piko na i. Lepim trepalnice, brke. Obrvi bradice. Lahko te postaram ali pomladim. Iz tebe lahko naredim lepotica ali zver. Sem čarovnica. Ne, jaz sem čarovnica. Ne, jaz sem čarovnica. Jaz sem čarovnica. Jaz sem čarovnica. Jaz sem čarovnica. Ali ste frizerka? Seveda, lasje so vendar okvir obraza. Kakšna proglasnika me zapira? Zato lase barvam, Strižem, daljšam, kodram, navijam, ravnam, tupiram. delam vodno in redko trajno. Saj veš, igralci igrajo različne vloge. En večer so Skodrani. Drug večer imajo dolge, ravne lase. en večer so črnolasi. Tretji večer pa plešasti. Samo, a nimajo lasulj? Seveda, tudi lasulje izdelujem sama. Ja, zakaj pa jih preprosto ne kupita, če je tako preprosto? Greva midve v trgovino in nečeva 20 baročnih lasulj v slogu Marije Antonete. Jih nimajo in jih niti ne znajo narediti. V teatru imamo vse lasulje iz vseh zgodovinskih časov. Frizura za Gertrudo, prosim. Zdaj moramo pa na vode, ker trudi moramo v 30 sekundah spremeniti frizuro za drug del, ker je še bolj žalostno. Ampak, kdo je Gertruda? Kraljica! Jaz sem umetnica. No, a zgleda kot živa? Ja. Za gospoda režiserja pa ni zato ste živa. On bi ta pravo. Ta pravo kačo v gledališču? Ja, živo kačo na odru. Za 5 sekund jo rabim. Kje naj do večera s takvim živo kačo? Mislim, da jo prodajo v trgovini z domačimi živalmi. Ja, in potem? Kaj potem? Kdo bo pa skrbel za kačo, ko ne bo nastopala? Jaz sem rekviziterka in ne skrbim za kač. In s čim jo naj hranim? Mislim, da kača je do miši. Potem pa kupite še mačko! Namesto kače. Ne! Mačka bo lovila miši za kačo. Ja, ampak ni zadosti, da
da moram jaz po trgovinah, trgih, loviti vse od A do Ž. Od A do Ž in žive kače? To še pa ni odločeno. Ja, kdo pa bo določil? Direktor. On vedno pravi, šparati je treba, zato stare predmete predelujem nove. In spet nazam stare. Te pa lahko se spravi prek prezentarnic. Kam pa naj živo kačo, ko bo odigrala vse ponovitve? Pa še društvo za mučenje živali nas lahko napade. Potem v medijih ne bo pisalo, kakšno predstavo imamo, ampak o tem, kakšna revica je ta kača, ki živi v ropotalnici med rekviziti. In to bo škandal. Škandalov pa naš direktor ne mara. Imam tukaj vse napisano. Grem poiskati, kaj je pisalo. Rekvizita, kriza Polonija. Ni, ja, umetna. Na vzemi. Odpreš, daš v usta in počakaš, da se ti pocedi iz ust. Nato spereš z vodo. Kje si rekvizita? Čakamo te. Ja. Že vem. Vem, da nisi našla te direktorjeve. Zbudi se. Zbudi se, umetna je. Dobila sem od rekviziterke. Ampak kako si ima po vodenkah? Gremo spat. Smo spet pri tem kostumu. In kaj naj zdaj z njim? Kaj pa če bi ga pustila kar tukaj? Aha, tukaj si. Jaz pa po vsej hiši iščem ta nesrečni kostum. Prosim? Ja, tale kostum, ki si ga ti tako nemarno vrgla na tla, a ne? Nisem. Saj sem te videla, kostuma ni nikjer. Ni ga pri garderobah, ni ga v garderobi, ni ga v fundusu. Fundusu? Ja, v fundusu, kjer skladiščimo kostume, ali ne? Kostuma ni nikjer, ker si ga ti mirne duše zabrisala na tla, kot da gre za kakšno staro cunjo. A doma tudi tako dela z oblekami? Ne, gospa. Krojačica. Tista gospa krojačica, ki je tale kostum skrila po črno-beli skici kostumografa, ki ne zna narisati ene same ravne črte. Ga potem sešila. Od takrat ga je že 2-krat zapored zožila, ker je bila gospa igralka na dieti in jo mora zdaj spet razširiti, ker je šla teta pogobe, a ne? Ampak eno se pa to ne tiče in meni nič, tebi nič, brišaj s kostumi prah po poti.
ker nima nobenega spoštovanja do dela drugih, a ne? Se opravičujem. In to prav na dan premiere, ko smo vsi že itak čisto iz sebe in vsaka minuta šteje in bi jaz morala sedeti v dvorani, da bi videla, če kostumi štimajo. Namesto tega pa moram kot en detektiv tekati od streha do kleti in šnofati, kam je izginil kostum skočeno zadrgal. Vse to samo zato, ker si ti prelena, da bi prinesla kostum v kračnico, kot je bilo narečeno. Ampak jaz nisem vedela, kje je. Me čisto nič ne briga, če se nisi vedela. K meni prihajajo kostumografi, ki tudi ničesar ne vejo o materialih, o telesu, hranju. Pa moram jaz kljub temu vedeti, kako se naredi kostum, a ne? Misliš, da se igralci pritožijo čez kostumografa, če jim kostum ni prav? O ne, mene potunkajo. Vse nesrečnice betajo pred režiserjem. To je preosko, ne morem dvigniti rok, ne morem se kibati in kako naj tem naredim salto. A je meni kdo povedal, da bo v tem kostumu delal salto? Ne. Noben, a ne? Ja. Potem pa param, popravljam, šivam že tik pred premiero. Ur sploh ne štejem. Kakšna super ura. To Mafina. ni ura. Je zapisnica z bucikami. Tistemu, ki je to izumel, bi jaz dala Nobelovo nagrado. Samo sežem sem in bucika je vedno na roki pri roki. Gospa krojačica, se opravičujem. Kostum mi je po nesreči padel na tla. In prišlo je toliko ljudi, ki so vsi nekaj govorili in nisem vedela, kam naj ga dam, da sem pozabila nanj. Ja, saj vem, vsi bi samo čakali, dela pa ne bi na mene. Jaz nimam časa niti za vdihniti. Pa bi tudi rada kdaj malo poklepetala ali pomalicala s kom. Sem vse napisala direktorju. Naj gre malo po teatru, zadaj za odrom, da bo videl, kdo dela in kdo samo čveka, a ne? No, naj si to k direktorju, da boš vsaj za kakšno rabo, če že kostuma ne znaš prinesti. Tehnik na vrlišče, prosim, bliža se prizadolestencem in še zadnjič, tišina za odrom, sicer bomo prekinili vajo. Oj, kako so danes eni živčni. Pa saj ni ne prva, ne zadnja primera. Malo manj čvekanja, malo več spoštovanja, pa bo, a ne? Kaj pa je to? Ne vem, zgleda kot nek papir za zavijanje na voljo. Ti, to je moje, da nazaj. Kaj pa je to? Filtri, to je stare tipske. No, ne rabim jih. Stare tipske. Za ta stare reflektorje. Tem novim spreminjam barvo z računalniškim programom. A vi delate luči? Ne, luči delam iza. Jaz delam svetlobo, tako kot Bog. Ne razumem. Kaj je Bog najprej ustvaril? Še pred zemljo in človekom. Svetlobo! Točno, tako kot jaz. Pritisnem na prvi gumb in vse se zatemni. Pritisnem na drugi gumb in vse se razsvetli. Brez mene ni nič. Brez mene ni predstave. Brez mene je samo tema. Lahko vse pobarvam v rumeno, zeleno ali modro. Lahko naredim disko. Lepo žmega, kaj? A imaš kakšno željo? Blisk. Lahko naredite, da se zabliska. Izvoli blisk. Kaj pa grom? Grom pa ima tone čez. Tone, tonski mojster. Pojdi ga poiskat. In kaj, če ga ne najdeva? Pa ga kar pokliči. Tone vse sliši. Okej. Jaz sem že hotel.
A ja, filtra moram staviti postariti. Tone! Tone! Ja, kaj je? Kje pa ste? V kabini. Lahko naredite grom? Kakšen grom bi? Ja, grom pač. Tak bolj od blizu ali tak bolj od daleč? Tak bolj od blizu. Kaj pa blisk? Blisk, takoj. Ne. Mislili so na tisto, ko se zabliskajo luči. Luč dela Luka. A tisti Luka, ki je Bog? To je rekel. Ja, ker ustvarja svetlobo, tako kot Bog. Jaz sem bolj Bog kot on. A ja. Seveda, no kaj Bog najprej ustvaril? Svetlobo! Narobe. Najprej je rekel, bodi svetloba. Najprej je ustvaril zvok, da je potem ustvaril svetlobo. Ja, ampak Brez zvoka ni ničesar. Če ne bi bilo zvoka, vidve v teatru ne bi ničesar slišali. Čakajte. Luka vam je bi lahko za soncem svetil po odru. Ampak če vidve ne bi slišali, kaj igralci govorijo, ne bi vedeli, zakaj se gre. Ja, res je, ampak zvok je tak sam po sebi. Nekdo trka? Držim korake. Pa vrata. Kdo je? Nehajte, no! Ni smešno! Prosim, nehajte! Ni smešno! Prosim! Povej, da ni smešno! Zelo smešno! No, zdaj ste slišali, kaj delam jaz. Ustvarjam atmosfero, zvoki in glasbo. In to lahko počnem, tudi če Luka priže vse v temo. No, kdo je potem bolj Bog, te vprašam. Vi, definitivno vi. Luka drug. Seveda, no, imate kakšno glasbeno željo? Na eno poskočnico, da boste malo plesali. Kam gre? Kontejner! Za smeti! Kontejner za tovornjak. Jutri pejo v sceno. A je težko? Je, ampak jaz sem močna. Kaj pa ste vi? Jaz sem Sec, odrski tek, odrska super junaki. A niso? Igravci junaki. Niso. Oni se samo pretvarjajo, da so junaki. Jaz pa sem resnična super junakinja. Močna kot bi, da po odru predstavljam te scenske elemente. Tiha kot miš, da me publika hitra kot strela, da se scena bliskovito spremeni. Super inteligentna, da sceno razstavim prav faktore in potem spet sestavim. Plesam 20 metrov nad oder in spuščam sceno z vrvišča. Ampak jaz še nikoli nisem slišala za vas. Seveda ne, ker sem navit. Od zunaj sem navoreč. Ampak ko pridem sem in oblečem ta črni kombinezon, se spremenim v super junakinjo. Ker brez mene ni gledališča. Brez mene na odru ni nobenega stola, nobene mize, posterje ali omare. Samo gole črne stene. Zdaj pa sem junakinja, ker se mi mudi. Aj, če ste super junakinja, Me pa preskočite. Jaz na tvojem mestu sploh ne bi izzival. Kaj pa če imam ta klase, ki te spremeni v profaktorje?
397. 398. 399. 400. 400? Stopnic? Od kleti. Pa vse do direktorjeve pisarne. Ja, nič čuda, da direktor nikoli ne gre v klet. A ni bilo dvigala. Ne, sem pa našla direktorja. Pisarna. Pa dajva tako. Jaz sem še dobila 2. Bi rekla, da direktor je že zelo dovoljen. Ja. In nihče ne dvigne telefona. Direkcija gledališča. Prosim, da po pisku pustite sporočila. Spoštovani direktor, jaz bi se rada pritožila, ker jaz ne morem več. Tako se ne dela z ljudmi. Na vsaki vaji po en incident. In zdaj še petami me nahruje, da sem pretiha. Ko pa rečem na glas, me nahruje, da ste ravno naredili pauzo. Da znati, naj še vdihnem, pa ga nikoli ne znajem. Samo jaz ne smem nikoli pa dvigniti glasu, preden še petavka. Ampak tako ne gre več. Naj pokažem, naj se igralci naučijo besedilo in ne nehajo tuliti name. Jaz ne morem več. Vaše sporočilo je preseglo 1 minuto. Tale še petalka. Je pa res zelo glasna. Ja. Tukaj v gledališču sploh ni nobenih skrivnosti, nobenih trikov. V bistvu je vsaka predstava en mali čudež, ki se zgodi. Ja. Oddajva ta pisma, da bova podpravili vsi za nekakšno rabo. Zdaj pa poiščeva izhod. Predstava je končana. Ups, pardon, vaja je končana. Hvala vsem. Se vidimo zvečer na premieri. Čistilki, na oder prosim. Kaka svinjarija. Kaka štala. Včeraj sem tla pobrisala. Pa spet vse strano. Čuj, Štefica. Kaj? Ni konec predstave? Ne, konec vaje je. Ja, oni pa še kar gledajo. Glej, situacija je taka. Predstava je konec, zato lahko greste domov. Mi dve še tole spucama, potem pa bomo tudi mi dve že končno šli. Ja, to ni teater. Pucati treba zares. Ja. Oni tam zadaj pacijo za hec. Mi dve pa pucama zares. Je treba čisto vse slikati. Vse packarije na odru. Samo pol pa še za odro. Kaj bi radi gledali, kako pucama? Je bolj dolg cajt pucanje. Ne. Pa, poglejte. Pa ne samo dolg cajt in naporno. Še naporno zraven. Ja, kaj? Kaj bi nam radi pomagali? Da nisi ti tu kakšne čibume za lepo. Ko se tam ne dela, pa jaz se pa toga spuščam.
No, kaj se že mislila? A ja, kaj bi nam radi pomagali? Dajte rešiti domov. Ja, malo staršem pomagaš pucati. Mi da še tole spucamo, bolj pa da gremo. Zvečer pa spet je videla. Pogledamo premiero in pol vse spucamo. Jutraj je spet vaja, mora biti čisto vse spucano. Daj bejšte. Ker še moramo So svinjarijo za vami spucati. Mi samo I guess we know this now. Does everybody know what we are waiting for? Another hero for the life is bright behind the curtain. In the crowd tonight. Does anybody know? Take it away. Si naredila domačo nalogo? Ja, zelo je bila težka, kaj pa ti? Kako si? V redu. Živjo! Živjo! Gremo, da bomo najboljši! Ja! Muzika! Muzika! Salud, mami. Lo que no sirve que no estorbe, te metiste a todo por torpe. Te quedó grande este torque, yo no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte, mandé tu falso amor de vacaciones. Para verte y nunca vuelvas, que todo se te devuelva. De lo que me hiciste si no te acuerdas, no me vuelvas a llamar. Esta vez te celular, de lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va. Conmigo no te equivoqué, lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Llegué pa'l país con la botella. Uf, punce, to je bilo dobro! Kaj dobro noro! Če bomo tako plesale, bom coj glavne! Še boljše bomo. 100 točkov ne moremo zgrešiti. Vsi nam bodo zavidali. In fante si bomo lahko izbirali, kaj so te fante. Ja, če ne bo prišla tista domišljava Urška. Saj ne, da je boljša plesalka od nas, ampak fante zna ovijati okoli malega prsta. Bojim se, da ne bo speljala najboljšega. Mojega bivšega fanta vse poznate. Ja, Tistega visokega, svetlolasta. Tudi meni je bil nekoč všeč. počakaj. Si rekla bivšega fanta, kako nista več skupaj? Ne, Urška ga je omrežila.
Ojoj, spogledivka domišljava. Ni mi bila in teden dni, ko sem slišala, da ga je pustila. Pozdravljene, punce. Vidim, da prav za vse to kremljate. A govorite o čem lepem? Niti ne. A se pripravljate za nocojšnji ples? Živ dolg čas. Sami, brezvezneži bodo tam. Niti enega pravega tipa ne bo, ki bi znal zavrteti. Saj poznala ti njih. No. Ne morem plesati. Prav za vsak, ki pride mimo nekih meril. Pa se le treba držati. Me prav zanima, kaj je zate merilo, Urška. Moja prednost je, da lahko jaz izbiram, za razliko od vas. In pustiš, kako želite. Bomo videli, kdo bo nocoj izbiral. Stol, miza, naj se ples prične. Te lahko prosim za ples, Urška? Ves čas sem razmišljal samo o tebi in o nocojšnjem plesu. Ti si najlepša, najbolj očarljiva. Daj, zaplešiva. No, počasi. Tam je še veliko drugih deklic, ki bi rada plesale s teboj. Ne moram se primerjati s teboj. Oblekel sem svoje najboljše hlašče, zloščil čevlje in uredil frizuro. Ne, še zdaj, rahlo, ležuli levi čevelj. Name misli in jaz bom nate. Velja? Urška, naučil sem se nove plesne korake. Upisal sem se v plesno šolo, da bi lahko plesal s teboj. Res sem najboljši. Pridi, boš videla. Si pa samo zavesten, kar malce zmišljam. Se ti ne zdi, morda se kdaj s teboj zavrtim lepotec? A dovoli, da se vsaj malo noge spočijem. To je to ti? Ga poznaš? Še nikoli ga nisem videl. Pojdi še vadi plesne korake, da boš popoln. Se vidiva kasneje. O, kako dobro zgleda. Res je popoln. Upam, pride do mene in me prosi za ples. Zanesljivo mu ne odrečem. Kaj se dogaja z menoj? Kolena se mi šibijo. To se mi že ni zgodilo. Ti si najbrž Urška. Ja, jaz sem mož. Ja, in ti si? A je to zelo pomembno, punči? Zame že, da če ti praviš, da ni, je tudi meni prav, kakor želiš. Odkot poznaš moje ime? Ha, tudi v moj kraj je prišel glas o tvoji lepoti in očarljivosti. In moram priznati, da vse besede, ki sem jih slišal o tebi, so le medla senca tega, kar vidim zdaj. O, kako lepo govoriš. Odkot si rekel, da si? Oddaleč. Ampak je to sploh pomembno? Punčka. Ne, seveda, ni pomembno.
pravijo, da si najboljša plesalka. Zaplešiva. Šel si odkoderkoli že. Samo, da bi zaplesal z menoj? O, kako sladko! Z veseljem, dragi moj, z veseljem. Čakala sem le tebe, res je, ni šala. Nisi čakala za manj. To ti obljubljam. Maestro, muzika! Joj, noge mi bolj odpadle. Samo malo. Da do soka pridem srček. Res si dober. Pleši, Urška, pleši. Najlepša in najboljša si. Zatorej pleši. Ha, in odplesala boš z menoj. Vse do mojega doma. Do tvojega doma ne bom vzdržala. Ha, saj ne boš samo plesala. Reke nama bodo igrali glasbo za ples. Gromi bodo grmeli v najnem taktu. Plesala in plavala boš z menoj. Vse do konca. Plavala? Ne znam plavati. Ha, a je to sploh pomembno? Punčka. Čakajte, čakajte! Blaž, večerja! Nalogo piše mama. Glede na to, da imaš mnogo predmetov, imaš najbrž veliko. Nekoč so bili lepši časi, kaj ne? Odvisno za koga, v pravljicah morda. Nekatere so naravno take, da bi kar popravil. Naprimer o pepelki. Čevelj se ji kar sezuje, kot bi odpadel z noge. Če bi nosila čevlje peko, se to ne bi zgodilo. Ali pa čevlje alpina, vendar tudi meni se ga sesuje, na primer, ko se že malce raztegnejo. Ampak če se ji čevelj ne bi sezul, pa ga princ ne bi našel. In pravljica bi bila drugačna. Pa poskusiva, moja domišljija je brezmejna. Če bi pisal o pepelki, bi bilo v pravljici vse drugače. Bolj šaljivo, navadno, bolj moderno. Zamudila bom kocijo, kocija se bo spremenila v bučo in konje v miši. Dobra vila bo popenila. Res, da me levi čevelj žuli, ampak za lepoto je treba pač malo potrpeti. Pri teh cenah pekovih obuval me ne bi smeli tiščati. Brž pohiti, no, odloži ta čevelj, da ga bo princ našel. Pa kaj še, tak drag čevelj bom puščala kar tako? Če hočeš, da te vzame za ženo, ga pač moraš pustiti tukaj. Mene, da bi vzel za ženo? Princ? Princ, ja? Zakaj pa misliš, da se tako trudim s tabo? Oni drugi mi je bolj všeč. Tisti, ki je od večer plesal s Sneguljčicam. Ne klobasaj, tisti princ ni namenjen tebi. Kdo to pravi?
če bi se malo bolj fancy-šmenci oblekla, se počesala, si obarvala lase. pojdiva že punca. Rekla sem ti, da čevlja ne dam in debelega princa tudi nočem. Odloži čevelj, da vidimo, kaj se bo zgodilo. Nekdo prihaja, hitro, skriva se za grmičem. Zakaj moram zdaj domov? Ljuba Sneguljčica, polnoč je mimo in skrajni čas je, da se spraviš v posteljo. Nisi še polnoletna. Si pa res staromoden. Moja prijateljica Trnjučica je lahko že ne do 4 zjutraj, pa je nihče ne ošteva zaradi ponočevanja. No, meni ni všeč. Lačna sem. Poglej, čevelj. Pa takšne petke sem ti želela, da probam. Morda mi lepo stojim. Nič ne bo, mi je prevelik. Še dobro, tako v petkah ne znaš hoditi. Lačna si pa tudi ves čas. To je zaradi tega, ker se ves čas krohotaš. Preveč energije porabim za svoje krokotanje, zato je moja črevesje vedno prazno. Tudi jaz sem grozno potreben hrane. Ves večer sem imel špil, še vode mi niso dali. Kaj pa bi jedel? Krajinsko klobaso s čiljem, njam. Kako pa to, da se ti nič ne krine? Ja, že pol leta stradam, da bi lahko nataknila mini krilo, ki mi je še lani bilo prav. Ne pride poštav mini krilo. Kje si videla princeso v mini krilo? No, pojdimo, kitarist, imaš mo denarnico? Zdi se mi, da je totalno prazna. Kaj pa bančno kartico imaš? Pa daj no, imaš ono kartico od Špara, gremo tja. Ničesar vam ne bom dal od misli. Kakšna ljubezen. Svoji zvolenki še jesti ne bi dal. A ja, še hrane mi ne privoščiš, grdun, nočem te videti nikoli več. No ja, tudi ta princ ni bog ve kaj. Sneguljčica pa se mi zdi prava avša. Zaviste daje, a bova zdaj šli domov? Odloži čevelj in pohitiva. Rekla sem ti, da čevlja ne dam. Daj no, odloži čevelj, da vidimo, kaj se bo zgodilo. Ni mi všeč, a naj bo. Spet nekdo prihaja, hitro, zaklon, skriva se. Stop, mački, poglejte si to, kako nemarni so ljudje, kar tako odložijo čevelj. Aj, copaterica, danes nisi v službi, danes feštamo, odloži čevelj in gremo na zabavo. Danes je velik dan, napunkali bomo ekipo iz stare mačje vasi. Mi smo šampioni mačjega nogometnega festivala. In smo asi mačjega hrama. Veste kaj, ne morem iz svoje kože, skrbi me za čevelj in za vsak zavržen copat. Kaj si hecna? Veš koliko čevljev, copat, puloverjev, telovadnih hlač in druge opreme otroci zavržejo? Jaz veliki čombe to najbolje vem. Ko se klatim po šolskih hodnikih, najde vse sorte stvari. Današnji otroci so skrajno nemarni do svojih stvari. Pa še kakšna veliko krade. Meni, na primer, so smeli vezalke nogometnih čevljev. Meni pa dres nogometne majice. Še dobro, da imam številko enako. Joj, Simon, saj to sploh niso tvoji copati. Zdaj so, prej si bil glas nekoga drugega. Tudi moje hlače niso čisto moje. Čombe je kriv, denar za nogometno opremo je porabil za petarde in pasje bombice. Pa saj verjetno ti je še kaj ostalo, a ne? Pa kaj bi se pličkali okoli tega? Ekipa je nujno rabila opremo za tekmo, pa smo se znašli med zavrženimi in pozabljenimi stvarmi šolskih hodnikov. Packi ste, vsi po vrsti. Le počakajte, po novem letu se zaposlim v šoli in potem bo končno leto okoli copat in čevljev.
Čuj, Muri, kaj če bi jaz vzela tale čeveljček? Draga Maca, poglej svoje slonovske tace. Take cevele za drobne, elegantne nožice. Moja taca ni slonovska. Še včeraj si mi rekel, da imam prekrasne tačke. Ja, včeraj si imela rojstni dan. Torej, kaj bomo sedaj s tem čevljem? Pusti ga, danes nisi v službi. Raje zaprišimo nogometni mač, da se gremo za veliko tekmo. Ekipa, dajmo, 1, 2, 3, mi smo mačkoni iz Mačje vasi. Dajmo na Vita Radio! Grozni heroji, ti naši mački. No, grem za njimi. Ti čevelj pa ostani, kjer si. Saj danes res mi se služi. Glej, Metka, to je najina žoga. Spravi v svojo torbo, pa počivajmo malo. Prav imaš, bratec, grozno sem utrujena. Tiho moramo biti, polno še pa keksu imam. Sediva in jih v miru pojejva. Milko z lešniki mi daj. Zakaj me suvaš? Smokaš kot le spodobi se, preberi bonton. Glej, Janko, čevelj. Je čevelj ali se mi razvi? Prav imaš, sestrica, izgubljenje. Lep čevelj, gotovo je bil zelo drag. Toda zakaj kar tako odložen tukaj? Morda je v grmovi še njegov pad, poglejva. Našla naj bosta, presneta reč. Našel sem udoben naslanjač. Lahko sedeva in dalje mlativa po čokoladi. Super mehek, je pa še topel. Nekdo je tukaj. Slišal sem ženski glas. Požeruha pacasta. No, kaj, sta okamenela požeruha? Daj no, ne straši ju, čarovnica jo je tedni dovolj. Naj uživata v tej slastni čokoladi. Odkot pa ti vse veš? Kar zdi se mi, tu je čevelj, tu je vila in tale tukaj je pepelka. Zakaj pa si še vedno tukaj? Polnoč je mimo, čevelj na pragu palače in ti bi morala iti domov. Daj no, ne bodi tako staromodni pravljičen. Nocoj bom naredila malo po svoje. Pa veste zakaj? V svet se spreminjajo. Spreminjajo se tudi pravljice in pravljični junaki. Torej, pojdimo po svoje. Moja pravljica je moderna pravljica. Malo drugačna od originalne. Morda pa bo učiteljica naredila navdušena. In kako je brez pelke in čeljem? Nisem uspela vsega prebrati. Saj znam tudi sam, brez tvoje pomoči nalogo praviti. Ah, saj vem, opažam, da si postal zelo samostojen, morda pa boš postal moj najljubši pravljičar. Joj, zakaj sem prišla k babiki na počitnice? Le zakaj? Joj.
dolgčasno jokaš? Jokam, ker mi je dolgčas. A tako praviš? Dolgčas ti je? Dolgčas! Dolgčas! Je to zelo huda bolezen? To ni nobena bolezen, ampak dolgčas. Potem pa ti je nekdo umrl, da tako žalostno jokaš. Ne, dolgčas mi je. A tako, dolgčas. No pa povej, kaj je to. To je tako. Doma imam televizijo, video pa lahko gledam od jutra do večera. Če ni na programu nič zanimivega, dam kaseto video in gledam risanke ali pa film. Da, res čuden svet. Vi ljudje ste res čudni. Tukaj pri babici pa ni ničesar, samo dolgčas. Pa gled tiste svoje risanke ali filme. Saj bi, pa babica nima televizije. Kaj še rada bi imela video? Dolgčas. Praviš, da nimaš kaj početi. Veš, me, gosenice, pa imamo veliko dela. Delo imaš? Kaj delaš? Spremenila se bom v najlepšega metulja in bom letala in letala. Joj, komaj čakam, tudi čakam, me še veliko skrbi. Ti, da se boš spremenila v najlepšega metulja? Metulje sem že videla, tukaj pri babici. Tudi, ko smo šli na planinski izlet. In pri sosedovem Simonu, ki jih ima tako lepo prebodene z bucikom in zložene v škatlici. Joj, kaj govoriš? Kdo nas ima prebodene v škatlici? Vi ljudje pa ste zares kruti, da ubijate nas živali, ki smo majhni, delovni in se nikoli ne dolgočasimo. To je Simonov hobi. To dela, da mu ni dolgčas. Kaj boste še naredili z nami? Samo da bi bilo lepo, na nas uboga živali pa kar pozabite. Ne odhajaj, spet mi bo dolgčas. Tudi ti naredi kaj pametnega, spremeni se v metulje. Tega pa ne znam. Potem pa pomij in pobriši posodo, pospravi posteljo, pometi sobo, da bo vse lepo in čisto, ko pride babica domov. To pa se mi ne ljubi. Človeški mladiči so pa res navodni. Ne odhajaj. Pospravi. Pa bom, če obljubiš, da prideš nazaj in se bomo pogovarjali. Prav, pridem nazaj kot metulj in se bova zunaj lovili. Prav, spremeni se v oranžnega metulja. Bom in pridem nazaj, pa pohiti z delom, da ti ne bo dolgčas. Glej, kdo joka? Hej, deklica. Punčica. Jaz nisem punčica, jaz sem deklica Anja. Res, oprosti, no, povej mi, zakaj jočeš? Tudi gosenice sem prej povedala, pa ni nič pomagalo. Ja, ampak vendar moraš imeti razlog, da tako glasno jokaš. Jočem, ker se mi joče. Si rezala kruh in si se vrezala v prstek? Daj pokaži. Ne, dolgčas mi je. No, pa mi vendar povej, kaj je to dolgčas. Me ptice letamo po svetu, smo pametne in ti lahko pomagamo. Dolgčas je to, ti je pač dolgčas. Doma imam radio in ko se naveličam radia, klopim slušalke in poslušam najmodernejšo glasbo, petje. Ti pa pridi ven, poslušaj naše ptiče žgorgoljenje. Ptiče
Nič je, petja ne poslušam, to ni noben CD, niti kaseta. Poslušam naj čiv. Ni ti všeč petje in petje mojih prijateljev, ki dneve razveseljujemo staro in mlado. Saj ne pravim, da ne poješ lepo, vendar moja ušesa imajo raje slušalke in raje poslušam Zlato ribico. Ob takih pesmih nikoli ne boste znali lepo prepevati, nikoli ne boste razveseljevali drugih. Ko me pticem letamo mimo takih hiš, se zdi se še takšno tuljenje in zavijanje, kot bi mačko vlačili za rep in psa za uhlje. Ni res, to je najlepša glasba. Kar poslušaj tisto zavijanje, sedaj pa grem. Ne odhajaj, ptička, ti odletiš, kaj pa naj potem poslušam? Delaj, skuhaj juhico za babico, ko se vrne z njive, bo zelo lačna in utrujena in ji bo juhica zelo prijala. Sedaj pa moram iti nahraniti moje mladičke. Prav, pa adijo. Adijo, človeški mladič. Kdo stoka? Kdo kriči na vse grlo? Jaz jokam. Kdo je to jaz? Jaz, deklica Anja jokam. Si bila poredna in te mama nabila šibo? Ne, joče, pa nisem bila poredna in mama me ni nabila. Kaj pa se ti je zgodilo? Si bila zunaj na vrtu, crgala rožice nam čebelicam in te je zbodla moja prijateljica čebela? Ne, ni čebela, dolgčas mi je. Dolgčas ti je? Hudo mora biti, da tako žalostno jočeš. Veš, letava dokler naj nesejo v peruti, tudi nisva še naletela na dolgčas. Dolgčas je to, ko ti je pač dolgčas, ko nimaš kaj početi in ti je dolgčas. Nama ni nikoli dolgčas, mi dve ako vedno kaj počneva. Letava od cveta do cveta in nabirava med od jutra do večera, ko pa je slabo vreme, me čebelice počivamo in si nabiramo moči za nove podvige. Nabiraj med, da se boš lahko z njim sladkala. Jaz sem deklica, nisem čebela, da bi nabirala med. Sploh pa ne maram medu. Raje imam bombone. Pa si sama kaj pametnega izmisli, če ne maraš medu, ki je najboljši na svetu. Kaj pa ti veš, deklič? Saj veš, da imamo v mestu lahko kaj počnemo in mi ni dolgčas. Imam računalnik in ko se naveličam televizije, radija, klopim računalnik in igram čudovite igrice. Veš, kako dobra grafika? Tukaj pri babici pa ni ničesar, samo dolgčas. Pusti računalnik, tukaj pri babici si v naravi. Kaj je lepšega od narave in nas živali? Toda meni je še vedno dolgčas. Kaj naj delam? Pred hišico ima babica čudovit vrtiček. Zasadi cvetlice pred ograjo. Veš, kako bo babica vesela, ko vidi, da si uredila gredico, pa tudi me čebelice bomo raje letale okrog babicine hiške. Prav, naredila bom cvetlično grado. Adijo, nasadi čimec. Ne odhajaj ta, ker mi je tako dolgčas. Ne bodi dolgčas, če boš delala. Zdaj pa moramo iti nabirati med. Že tako sva se predolgo zadržale pri tebi. Adijo.
O, kdo pa je danes tako priden? Iz hiške več ne slišim ne joka, ne stoka. Kaj ne bi jokala, ko pa sem prišla na počitnice k babici, ki nima ne radija, ne računalnika, ne televizije. Bilo mi je tako dolg čas. Kaj tebi ni nikoli dolg čas? Meni naj bi bilo dolg čas. Svetim, grem in razveseljujem ljudi, živali in rastline. Meni ni nikoli dolg čas. Poglej, sonce, jaz sem že pospravila hiško, skuhala juhico, uredila gredico, zasadila rožice. Sedaj sem končala in ne vem, kaj naj delam. Kmalu mi bo spet dolg čas. Otrok, kaj ti bo dolg čas? Igraj se! Saj sem ti povedala, da babica nima računalnika, da bi se igrala. Kaj boš z računalnikom? Vzemi žogo in pridi ven na sonče. Če boš zunaj, bodo prišli tudi sosedovi otroci k tebi in se boste skupaj igrali. Glej, sonce, živali prihajajo. Deklica, ti je še vedno dolg čas? Ne, igram se zunaj. Joj, kako si lep. Najlepši metulj, kar sem jih kdaj videla. Živali, kaj če bi Anjo probali razveseliti s pesmijo? Daj povej mi, zlata ribica, a si še v službi, a se ti še dela da. Imaš kaj časa, a se ti kam mudi, a bi želje izpolnila mi, zlata ribica. Wapa pararara, wapa pararara, oh pararara. Hvala.